Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Klepet ob kavi. Danes pa je ena tema, ki vas zna malce presenetiti. Ali ste vedeli, da med nami obstaja 90% takih, ki imamo težave s paraziti? Ja, 90%. Tudi mene je tale številka precej šokirala, zato sem se hitro odločila, da pokličem Marijo Ano Kolman in da tole midve razjasnimo in predvsem, da ukrepava, oziroma da Marija Ana pove, kako je treba ukrepati, da torej ne pride do kakšnih hudih posledic v kasnejšem obdobju. Marija Ana, lepo pozdravljena. Pozdravljena. Zdaj ti praviš, da pravzaprav je prva stvar, ki jo moramo gledati na to, da imamo torej dober, močan imunski sistem, odprava parazitov. Ampak kako pa sploh vemo, da jih imamo? Lej, skoraj vsak jih ima. Ampak to je grozen. Ja, pa to je normalno. Poglej, če živijo v simbiozi z našim telesom in seveda v mejah normale, ne povzročajo ne vem kakšne škode in tudi praktično težko je, resnično težko najdeti nekoga, da bi rekel, ta pa nima parazitov. Na parazitov je več kot 300 vrst. Uživamo jih s hrano. Poglej, kako pa ti veš, kaj je bilo s tvojo solato na tvojem vrtu? Ajo, kakšen mucak polulal in tako naprej. A veš, to je dejstvo, ne? Pomembno je le to, da ti paraziti dejansko ne prevzamejo vodilne vloge v organizmu in da nam ne obremenijo imunskega sistema do te mere, da bi nam padel, ne? Ker to je potem pa bližnica do vrsto bolezni. In zakaj? Paraziti ne bojo samo v prebavilih. In še tam v minimalni meri. Večina našega imunskega sistema je pa tudi v prebavilih, kar 70%, nekateri pravijo celo več, ampak poglej, prebavila so izjemno velik organ, zato je ta procent tako visok. Če ti pogledaš želodec, črevo, debelo črevo, skratka, ves ta sistem prebavil ima ogromno imunskih celic, lahko rečemo temu. To so Peyerjevi paloji, to so limfatična tkiva v steni prebavil, potem so limfatične mezgovnice, ki so med opornikom črevesja, skratka tudi del imunskega sistema in na stotine bezgavk, ki jih imamo v prebavilih. In če v prebavilih vladajo paraziti, potem je naš imunski sistem dobesedno zaseden, obremenjen in se ubada s tem, da obvlada parazite in seveda mu zmanjka energije in prostora, da bi opravljal svojo primarno vlogo, to pomeni zaščito telesa pred okužbami, pred spremembami celic, pred vdorom nevarnih snovi v celico in tako dalje. Ampak se mi zdi, da pa zdravniki pa ne posvečajo neki tako zelo veliko pozornosti temu, da bi se mi mogoče ukvarjali s paraziti. Ja, meni je bilo tudi sprva nenavadno, ker ne nazadnje, če pogledaš, preden pelješ svojega psa cepit, ga razparazitiš. Včasih so veterinarji poudarjali, da naj bo to vsaj 8 dni pred cepljenjem. Danes žal delajo kar hkrati, razparazitenje in cepljenje, kar ni, po mojem, ni prav. Ampak, ko pa pelješ otroka cepiti, te pa noben zdravnik ne vpraša, ima vaš otrok parazite. In vsi otroci imajo parazite. Se igrajo z mucki, kužki, pesek, zemlja, na plaži, kaj vse in tako naprej. In ne gre za to, da zdravnike ne bi to zanimalo. Ampak gre za to, da zdravniki zelo dobro vedo, koliko stranskih učinkov imajo sintetizirana zdravila, antihelmintiki proti parazitom. To so snovi, ki lahko povzročijo ogromno škode v organizmu, ki imajo pogosto celo hujše stranske učinke kot kemoterapija in seveda zdravniki to vedo in se temu izogibajo. Nekako prav bi pa bilo, da bi starši poskrbeli,
pri svojih otrocih, da parazitov nimajo, da jih sproti odpravljajo, kar se da pravzaprav v veliki meri doseči tudi z uravnoteženo naravno prehrano in seveda z uživanjem snovi, ki parazitom ne pašejo. Ja, sliši se zelo enostavno, k temu bomo tudi še šli. Zdaj me pa zanima, če mi lahko tako razložiš, kaj pravzaprav se dogaja v telesu, ko je teh parazitov preveč. Torej, ko ni tista več minimalna mera, kot si prej rekla, ne? Ampak to število naraste. Največja nevarnost je, ko ti paraziti zapustijo svoj primarni prostor v prebavilih in začnejo potovati po organizmu. Tako da to so stvari, ki so znane, patologi velikokrat opozarjajo na to, kako pomembno je obvladovanje parazitov, ker paraziti pridejo in v srce in skratka predvsem v mehka tkiva. Ampak tisto, kar je zelo nevarno, je pa to, da ti paraziti so v bistvu toksini, predvsem nevrotoksini. Torej ne gre le za to, da zbijajo, zmanjšujejo, uničujejo naš imunski sistem, ampak da enostavno z izločanjem toksinov, ko se razmnožujejo, ker toksini so idealno okolje za parazite. To pomeni zdravila, cepiva, konzervansi, ne pozabiti, zato jaz tako zelo spodbujam ljudi, da absolutno izključijo iz prehrane vsakovrstne konzervanse, kar je seveda pri otrocih težko. So sladkarije, so sladoledi in tako naprej, ampak jaz si težko predstavljam danes otroka, da bi za malico pojedel koš črnega kruha namazanega z mastjo, pa gor česen pa čebulo surov. Misija nemogoče. Ja, ampak moja generacija otrok, pri nas je bilo to ali z zaseko, ali z mastjo, ali malo popečen, pa s česnom gor. To je bila malica, ne Twixi in ne vem kaj. Danes otroka težko seveda pripraviš v to, da bi užival sploh surov česen ali surovo čebulo. Torej, zdaj, ko smo ravno pri česnu, surova. Jaz recimo malo golfam tako, da imam res posod dajem, kamor lahko, torej čebulo in česen. Je pa res, da česen lahko uporabljam surov recimo samo v solati, da ga nekako tako ne zaznata. Čebulo pa pač kuham oziroma prepražam, a to ni v redu? Ne, mora biti surov. In čebula in česen. Pač z temperaturo uničiš snovi, ki delujejo proti parazitom, in nekako ti povem en recept. Ja, prosim lepo, samo šesa sem. Morda boš tudi pri otrokih z igro dosegla, da se boste šli to. To je poznaš Džingis Kana, Njegova vojska je bila praktično neuničljiva. Poglej, kako hitro so oni iz Azije prišli v Evropo. To je vojska, ki je prodirala ne samo zato, ker so imeli dobre konje, ker so bili dobro organizirani, ampak zato, ker so bili zdravi. Vse vojske v vseh zgodovinskih obdobjih so imele največji problem z črevesnimi obolenji. Tifus, driske, paraziti in tako naprej, ker je vojsko enostavno upočasnila ali celo ustavili. Ker vojak, ki je zbolel, tudi če mu samo drisko, ampak ne gre, ni 100%. No, in ta recept, ki ti ga bom povedala, je poznan iz časa Džingis Kana. On je svojim vojakom ukazal, da uživajo velike količine česna. Zato se recept imenuje Džingis Kanov recept. In morda se sliši res grozen, če ti povem, da moraš pojesti pol deci ali pa deci seseklanega česna v kozarec. Ampak, česen, recimo za otroke, seveda so količine manjše. Zadošča že recimo 5 malih žličk seseklanega česna, pri tebi 10, pri možu 20 in tako naprej. Ampak to je nekako od pol deci do deci, odvisno od vsebnosti parazitov oziroma od tega, kakšno težo ima človek in tako naprej. Skratka, česen naseseklaš ne preveč na drobno, ampak na neke take male koščke. Ga daš v kozarček ali lonček, posodico, vzameš žličko, pripraviš si zraven ali kefir
ali sok, ali čaj, ali vodo enostavno. Torej nekaj za fajn poplakant. In daš žličko česna v usta in čisto nič ne grizaš. Ampak splakneš vsako, pač pogoltneš in splakneš s tekočino. In to ni noben problem narediti. In grejo paraziti na svidenje čez noč. Ni variante, da kakšen parazit vzdrži v okolju s toliko česna. Tako da to je en star, naraven recept. Zdaj seveda otroke, se pravim, z igro, ne. Ja, to je res. Marsikaj se še da narediti, ko niso prepametni. Gremo se, kdo bo pojedel več česna, naprimer. Super. Bom poročala, kakšen bo rezultat, lahko seveda poročate tudi vi, gledalke in gledalci, torej kaj se bo dogajalo in kako uspešni ste bili pri tej igri. Evo, pa še nekaj fajnega boste naredili za svoje telo, ne. Torej, zdaj si povedala en tak fajn recept iz tistih starih časov, ne. Verjetno so pa ravno te pravzaprav recepti, te modrosti tudi danes izjemno še vedno uporabne, ne? Nismo nove vode odkrili oziroma tople vode. Ne? Ja, seveda, ampak problem je v tem, da dejansko ljudem uživajo premalo sveže, žive tudi zelenjave ali pa pač čebula, česen. Ali pa če pogledaš formulo v proizvodu dr. Korepanova, lisičke, nagljeve žbice, klinčki. Klinčke še, lisičke jih je treba nabirati, niso gojene. Skorjo trepetlike, ja, kdo bo šel lupati skorjo in tako naprej, ne? To je res, ja. Prej si že malo omenjala tudi sintetična zdravila. Si rekla torej, da imajo kar nekaj stranskih učinkov, pa vseeno, kaj je v bistvu tista razlika, ki bi ti rekla, da bi jo najbolj poudarila torej med sintetiko na eni strani pa naravnimi zdravili, torej v boju proti parazitom? Sintetizirana zdravila, antihelmintiki, v bistvu v trenutku, no, ta trenutek je lahko dan, včasih tudi dva, dolg, pobijejo parazite. Zato, ker pač delujejo tako močno s snovmi, kemijska formula je pač različna pri določenih zdravilih, ampak parazite ubijejo. Verjete še kaj? Ubijejo. Ampak, ko ti parazit ubiješ v telesu, ta parazit izloči toksine. To pomeni vse tiste, ki jih je imel tako in še potem, ko razpade in tako naprej. In ti praktično parazite resnično ubiješ, ampak svoje telo dobesedno zastrupiš, napolniš s toksini. In to je tisti vzrok za vrsto stranskih učinkov, morda močnejših, kot sem prej rekla, kot pri kemoterapiji, in to je tudi vzrok, ker zdravniki poznajo delovanje teh antihelmintikov in se seveda izogibajo priporočil, da bi se otroke, predvsem otroke, razparazitili na ta način, ki je sicer hiter, učinkovit, ampak z vrsto škodljivih učinkov. Medtem ko naravni način odpravljanja parazitov ne ubije. Ti s česnom ne moreš parazita ubiti. Tako, kot sebe ne ubiješ, tudi parazita ne moreš. Niti ne z lisičkami, skorjo trepetlike, nagljevimi žbicami. Ampak ustvariš v prebavilih okolje, ki parazitom, ki jim je za zmešati. To jim sploh ne paše. In kaj se zgodi? Zelo pohitijo in zapustijo telo. No, pa mislim, da je to ena super. In to je to. In da sploh nekaj za razmišljati več, kaj bomo in te spotoma ne razstrupijo, ampak nasvidenje, ne počutijo se dobro v tvojem telesu in odidejo v straniščno školjko. Torej, ravno si omenila lisičke, potem si rekla skorja trepetlike in nagljeve pa žbice. klinčki. Ja, klinčki. To je recept dr. Korepanova, ne? To je formula dr. Korepanova, zanimiva. Poglej, če na kratko razložim, kako širok spekter delovanja imajo te tri sestavine. Lisičke, običajne lisičke, so seveda naravne. Lisička je goba, ki jo ne moreš vzgojiti. Tako kot jurčkane,
tartufane. Vemo, da medicinske gobe, rejši, tudi čago že poskušajo gojiti v umetnem okolju, ampak to ni to. Ampak predvsem tudi zanimivo je to, da znanstvene študije glede zdravilnosti gob so usmerjene predvsem v tiste gobe, ki jih lahko gojijo v laboratorijih. Tiste, ki rastejo samo in izključno v naravnem okolju in ki jih je treba nabirati, iskati, hoditi in tako naprej, tiste niso pogosto v programu znanstvenih študij, ne, ker je pač težko jih pridobivati oziroma nabrati toliko, da bi bile primerne za naravna zdravila. Ampak lisičke imajo izjemno veliko beljakovinsko vezanih polisaharidov, triterpene, potem levkine, imajo ergosterol, to je zelo pomembno, to je provitamin D2, ki se razvije potem pod vplivom UV žarkov v vitamin D. Vemo, kako je pomemben. Nasploh imajo gobe veliko D2 vitamina. Ne? In tisto, kar je specifično za lisičke in pravzaprav killer za parazite, je hitinmanoza. To je snov, ki pri parazitih povzroči dobesedno živčni šok. Deluje na njihovo živčevje, ne, očitno ga imajo paraziti, in jim postane neznosno v prebavilih in zapustijo to okolje. Ne. Potem je skorja trepetlike. Ima ogromno ogljikovih hidratov, fruktozo, glukozo, saharozo, vlaknine, nenasičene maščobne kisline in, kar je zanimivo, tudi te grenčine, populina in salicina, ki delujejo tudi proti parazitom, celo proti osteopiharhozi, to je parazit, ki ga sicer več ali manj značilen za azijska področja, ampak nevaren zato, ker pogosto povzroča raka žolčnih vodov. In če pogledaš skorjo trepetlike, kako zelo cenjene je v tradicionalni medicini, ne, uporabljala in še vedno se seveda uporablja za vrsto bolezni, recimo odlična je za zdravljenje oziroma čiščenje jeter in žolčnih vodov, deluje proti vsem oblikam vnetja, od sečil, ginekološkega vnetja, pač vnetja v organizmu kjerkoli, dobesedno naravni antibiotik, potem deluje proti krčam v črevesju, proti bakterijam in parazitom in kar je morda tudi zelo aktualno v tem depresivnem, morečem času, je naravni antidepresiv. Res je vse stranski. Zato greš lahko pravzaprav v namen delovanja proti depresiji niti ni potrebno lupati skorje trepetlike, ampak greš lahko trepetliko objemati. To je pa lepo. Ja, res. Preden greva seveda še na nageljne vežbice, se nam je oglasil tudi dr. Korepanov in povedal je tole. Здравствуйте, дорогие друзья! Все, кто интересуется фитотерапией, те, кто любит растения, те, кто верят, что растения могут сделать чудеса. Это действительно так. Если лекарство старается лечить, то травы регулируют организм, укрепляют организм. Это очень хороший позитивный дополнительный компонент фитотерапии. Мы работаем во всех направлениях фитотерапии. И сейчас для начала мы с вами решили остановиться на проблеме паразитарной, противопаразитарной. Дело в том, что вот есть очень серьезные американские исследования, когда всерьез взялись и каждого человека посмотрели, в 95% случаев нашли паразитов. Я думаю, что у нас в России, Словении, не намного лучше обстановка, поэтому вопрос серьезный и вопрос, а что паразиты? Паразиты, они ослабляют организм, а слабый организм, он подвержен болезням.
И поэтому, конечно, нужно, укрепляя организм, заботиться и об этой стороне. Убирать лишних нахлебников из нашего организма нужно убирать. Пока мы решили остановиться на этой проблеме с вами, с вашей страной, и решили остановиться на вот таком хорошем противопаразитарном сборе, удобном в применении. И думаю, что наши алтайские растения, безусловно, помогут вам в этом. Tako, zdaj pa nama z Marijo Ana preostane še, da omeniva nageljnove žbice. Torej, kako pa one v bistvu delujejo v boju proti parazitom? Klinčke. A jih daješ v kompot? Ja, vedno. No, Vedno, zakaj? vedno. Ja, zato, ker mi je fajn, ker mi pašejo noter. Zato, da ne bo parazitov. A vidiš, pa nisem veš, pomislila tega nikoli. to je nekako navada, ne? V kompot Ja, sodijo ja. klinčki, ampak glej, klinčki imajo svoj namen, a ne? Veš, koliko so klinčki fajn. Lej, če te zob boli, ali pa dlesna, ali pa karkoli, vzameš klinček, malo zgrickaš. Za protibolečinsko mazilo daš v, ne vem, pol deci ali pa deci olja, olivnega ali pa, ne vem, cedringa, žlico, s kupčkom žlico zmletega popra vseh vrst, rdečega, zelenega, belega, črnega in žličko zmletih, ampak ne čisto drobno, klinčkov. Zapreš in imaš v domači lekarni sredstvo proti bolečinam vseh vrst. Wow. Rama, noga, karkoli te boli, hrbet, išjas, utreš in adijo bolečina. Klinčki imajo eno tako neverjetno sestavo. Prav zanimivo je, da ljudje raje kot za nekimi protibolečinskimi tabletami ne posegajo po klinčkih, no, ampak res klinčki imajo tisto, kar je seveda pomembno, sta eugenol, to je naravni antiseptik, in salicilat, to je naravni analgetik, to pomeni proti bolečinam deluje, ne. Imajo pa seveda cel kup še snovi, ki so zelo pomembne, nabor vitaminov, vlaknin, mineralov in tako naprej. Ogromno imajo mangana, železa, cinka in se praktično kot začimba, ne, dodajajo jedem ne le zaradi lepe arome in okusa, ampak zato, ker je to del tradicionalne ljudske medicine, ne. Okay. Jaz sem bila sprva presenečena na to formulo, ne, ker lisičke, skorja trepetlike oziroma lisičke in trepetlika sta del naravnega okolja v Sibiriji. Ampak zakaj doktor Korepanov dodal nageljeve žbice, klinčke, ki vendar ne rastejo v Sibiriji, ne, to je rastlina južne poloble. In zanimivo, jaz pred mnogimi leti, ko sem pravzaprav bila prvič v Sibiriji, ne, mogoče 20 let nazaj, sem bila v Tomsku na medicinskem inštitutu in peljali so me pogledati njihov botanični vrt. Medicinski inštitut, pa farmacija univerze, so pač na kupu in za temi poslopi ogromen botanični vrt, ogromen, visok. V tem botaničnem vrtu imajo praktično vse rastline vsega sveta. Ta botanični vrt je bil postavljen po misel leta 1875. Zakaj? Kaj bo v Tomsku, sred Sibirije, njim botanični vrt, v katerem bojo, ne vem, opazovali ljudje rastline z vsega sveta. Ni šlo za to. Šlo je za raziskovanje zdravilnih učinkov zdravil z vsega sveta. In v okviru farmacije, medicine, biokemije in tako naprej so proučevali zdravilne učinke rastlin, od korenin, skorje, plodov, listov in tako dalje. In seveda tam je doktor Korepanov, ki je seveda študiral v Tomsku, dobil tudi prve informacije o izjemnem učinku klinčkov, nagljevih žbic in zato jih je vključil v to formulo. Sej, če odpreš to kapsulo... Aha, kapsule so? Ja, če odpreš to kapsulo...
To je prva stvar, ki mi pade na pamet. Kako pa je to otroku dala? Odpri, pa povohaj, pa boš tako dvigan. Eno. Ja, to je problem. Okay. Povohaj. Kapsule so naravne. Kako to lepo diši. Ja, ampak okus pa ni prijeten, veš. A ja ne? Ja, in probam? lahko, ne, seveda lahko, daj si na jezik. Otrokom je težko dati kapsulo. To je prvi problem, ne. Jaz sem pri mojih vnukih, ja, ko so malo starejši, pri majhnih otrocih, ki imajo zelo specifična čutila, brbončice za okus in ker jim je takoj kaj black, ne, in ti ne bo pojedel, je problem. Tako da je potreben pri majhnih otrocih najti nek način, neke finte ali umešati v kaj, kar prevlada z okusom, a ne, ali v sok ali v skutko in tako naprej. Sicer pa glede na to, da je doziranje pri malih otrocih seveda manjše kot pri odraslih, sem jaz pri mojih vnukih našla enostaven način. Odprla sem kapsulo in jo stresla v malo žličko. In potem sem v drugo malo žličko nadozirala polovico, da sem vedela, koliko dam Ajdi, ki je še v vrtcu, in potem je to pojedla. Pa splakala z enim dobrim sokom. Sprva jim ni bilo všeč, ampak potem sta se pa navadila. Ko jim poveš zgodbo, kako jim podančice po noči lezejo z ritke, pa puščajo jajčeca, pa tako naprej, potem so pripravljeni tudi to pojesti. Na vsak način pri otrocih, poglej, otroci imajo vsi podančice. Ne glede na to, a ti na vratih v vrtcu zaslediš napis v vrtcu so podančice ali ne, o tem se ne govori, starši skrivajo, ker otrok mora iti kljub vsemu v vrtec, starši morajo iti v šolo in pač otroci imajo podančice. In pri otrocih jaz priporočam, tudi če se ne praskajo po ritki ali pa po hrbtu, po trebuščku, se vidiš, pa tudi otrok ti pove, včasih se tudi opazi pri drekcu ali pa, ne vem, nekateri starši so pazljivi in z mikroskopom pogledajo v straniščno školjko. Sicer pa pri otroku vidiš, ima črno obrobo pod očmi, praska se, smrdi mu z ust, pa slabo spijo, pravijo, ne? Škrtajo zobmi, ja, slabo spijo. Nemirni so? Nemirni so, nekateri imajo nihanja v razpoloženju, znajo biti angelčki in mali vragci in tako naprej. In to so vse lahko seveda posledice prisotnosti parazitov. Tako da... Zdaj, če greva na preventivo, Marijana, kako bi priporočila, da se to jemlje? Kar na vsak mesec občasno pri preventivi, recimo lahko po 15 dni, lahko vsak drug dan, to je preventivno mesečno. Lahko so manjše količine, ampak bistvena je prisotnost. Ker poglej, okus in vonj sta tako izrazita, da podančice, tudi tiste potencialne, ali pa majhno število podančic zazna to neprijetno okolje in se ne bojo odločili živeti tam. Ko gre pa že za prisotnost, ne se pa naredi protokol. Jaz svetujem, da se naredi protokol, predvsem pri otrocih, 45 dni. Zato, da pokriješ razvojno dobo, ker sicer ta kombinacija lisičke, skorje trpetlike in klinčki nagljeve žbice deluje ne le proti živim parazitom, ampak tudi proti jajčecem. Ampak ne glede na to, ko so že podančice, paraziti pri otrocih, predlagam 45-dnevni protokol, s tem, da je to 30 dni, po 2-krat na dan, potem je pa lahko 15 dni, 1-krat na dan, seveda pa treba sproti spremljati. In uvesti še vse ostale ukrepe, ki so nujni pri pojavu podančic, to pomeni razkuževanje prostora, igrač, brisanje z alkoholom, ne gre drugače,
To je najboljši način, enostavno v vodo dati malo šnopsa, cuno oprat, redno prekuhavati posteljnino, to pomeni vsak dan, pidžamce, perilo Vse, v in bistvu, tako čemer je bil naprej. otrok Ja. v stiku. Tudi sama sem kot mama dala že to čez enkrat, Ja. enkrat trkam. Zdaj pa vem, kaj imam, tako da evo, preventivo imamo rešeno. Jaz bom kar naredila eno kuro, no, zdaj se mi zdi kar ta prav čas. Ja, sicer je tako, veš, vedno jesen in pomlad. To je obdobje, ko je idealno za, v bistvu, zakaj? Ne zato, ker bi pa ravno takrat bila prisotnost parazitov Večja ali pa tako velika, ampak zato, ker sta to obdobje, ko človekov imunski sistem tako ali tako pade. Ali je kriv sončen obrat, ali luna, ali ne vem kdo, ni pomembno. Dejstvo je, da je takrat, pravzaprav so 3 obdobja, no, če smo čisto natančni. To pomeni konec septembra, oktober, konec decembra, januar in konec marca, april. In takrat. Marijana, hvala, ker si prišla ob ravno pravem času, torej da lahko poskrbimo za preventivo in seveda za vse tiste, ki imate težave, tudi lepo kurativo užgete in boste kot novi, predvsem pa boste poskrbeli za to, da ne pride do kakšnih hujših zapletov. Lepo se imejte, bodite zdravi in ne pozabite, torej, da so tele starodavne modrosti danes zelo, zelo aktualne in pozabite na sintetična zdravila.